Živijo, Tesla Center smo nazaj, Tina je moja malenkost in danes se posvečam vsem z rdečico. Vsaka rdečica še ne pomeni, da imaš rozacejo, ampak če imaš vseeno občutek, da žariš od znotraj na ven, potem je morda res čas, da obiščeš najprej svojega dermatologa. Ampak, če pa razmišljaš o uporabi kortikosteroidov, potem pa mogoče razmišljaš še o eni varianti, da obiščeš kozmetični salon, kjer imamo zate vsaj pri ficu pripravljeno nego, ki kožo pomirja in jo neguje. To je nega kapil, pripravljena je točno za pordelo kožo ali celo tiste, ki imate rozacejo. Nega kapil je v 6 korakih. Prvi pa je seveda čiščenje, za kar bom uporabila čistilno mleko. No, velikokrat mi stranke, ki imajo težave z rozacejo ali rdečico, rečejo, rajši ne bom uporabljala dražečih sestavin oziroma namesto dražečih sestavin si kožo umijem z vodo. Kar je v bistvu zelo pametno razmišljanje, ampak na žalost je voda že sama po sebi dražeča. Razlog je seveda v vodnem kamnu, ki se nahaja v trdi vodi in jo večino imamo. In problem je, da lahko povzroča dehidracijo, v hujših primerih pa celo ekceme in luskavico. Zato je čistilno mleko boljša izbira in da je predvsem še manj težav, ga obrišem s čistilnimi robčki in se tako vodi skoraj da popolnoma izognem. Na koncu obrišem še s tonikom, tako da izperem morebitne ostanke, ki so ostali ali od robčka ali od mleka in rezultat čista koža z občutkom svežine. Tudi suha koža potrebuje peeling, saj suha koža se ponavadi lušči in to so ti delci, ki jih je potrebno odstraniti. Vendar pa zato potrebuješ pravo orodje. Jaz sem zato izbrala encimski peeling. Rečemo mu tudi radirka. Boš videla kasneje zakaj. Naloga tega peelinga je, da raztopi keratin, ki se nabira na vrhnjici kože in na ta način blokira dodaten kisik, zaradi česar se koža tudi slabše obnavlja. No in potem ga takole posvalkam oziroma poradiram. S tem že pospešujem cirkulacijo in tako delam delno masažo, tako da je za stranko še bolj primerno oziroma prijetno. Koži pa na ta način pomagam, da se bo lažje in hitreje obnovila. Ko se pojavi rdečica, če seveda nisi ravno prišla iz tekaškega treninga, je to enako, kot bi koža kričala, da je vneta. No, jaz jo bom utišala s pomočjo tegale koncentrata. Vsebuje kup rastlin, ki mi bodo seveda pri tem učinkovito pomagale, od divjega kostanja pa ciprese in rožmarina. Tako bom kožo lepo pomirila, poskrbela bom, da bodo žile ostale kar se da elastične in zmanjšala nastanek prostih radikalov. Rdečica se bo tako počasi pomirila in umaknila. Ni jo boljše sprostitve od masaže. Ali veš, da se stres kopiči v ramah? No, zato med masažo, ki je del nege, vedno masiram poleg obraza tudi vrat in rame. Na ta način se sprosti celotno telo in tako vstopi v neko fazo, ki mu rečemo faza nenapadanja. Procesi se umirijo, dihanje se umiri in telo se lahko prične obnavljati. Seveda, to velja tudi za kožo, ker je ravno tako organ, kot so ostali organi v telesu. In masaža je samo en delček v mozaiku, kako bom pomirila tole vneto rdečico. Po sprostitvi pa je čas za počitek. Vmes bom na kožo nanesla glineno masko. Glina je odličen lepotni in tudi zdravstveni pripomoček, ki se uporablja že tisočletja. Nase veže nečistoče, mikroorganizme, rahlo stimulira tudi limfo, pomaga pri vlaženju kože in tako dalje in tako dalje.
Velikokrat me stranke vprašajo, ali naj uporabljam masko doma. Seveda, maska je odličen pripomoček oziroma dopolnilo k dnevni negi kože. Niti jo sicer potrebno uporabljati vsak dan, ampak le občasno. Izberi pa tisto masko, ki bo najbolj primerna za tvojo kožo. Vneta koža se težje brani pred zunanjimi agresorji, zato je končna zaščita zelo pomembna. Jaz sem izbrala kremo Kapil za jernejino kožo. Je mešanica divjega kostanja, čebeljega voska, lešnikovega olja in vitamina E. Tako bo to pravo orožje za vsako tanko, občutljivo, pordelo, celo kožo z rozacejo. Hvala, da si bila z mano, toliko torej o rdečici, rozaceji. Če še vedno nimaš rešitve, piši nam v komentar in poskušala ti bom pomagati. Se vidimo kmalu. Dio!